Igor, ti imaš samo 7% vida. Vidim na blizu, nadaljavo pa si dejansko osebo predstavljam, ne vidim pa v obrazu. Imam tudi barvno slepoto, kar je še ena dodatna težava, tako da vidim svetlo temno. Sem začetka kar prekrival svojo težavo z vidom. Zakaj si prekrival to? Mogoče je tista manj vrednost, nezaupanje vase. Dobeden ni bogi, ne? Vsak ima pač take in drugačne omejitve, ampak sploh skozi Mastermind Akademijo, predvsem skozi manifestacijo, sem sam prišel do enega velikega zaključka, da invalidnost ni ovira. Rafting po Soči, plezanje v steni, 130 slepih na Kaninu, recimo zipline. Jaz ne vidim ovire, ampak zmaga je bila tle. Enkrat si rekel, da ti 95% manifestacij uspe. Kaj je skrivnost? Dobrodošli v novi epizodi našega podcasta. Danes je z nami Igor Miljavec, gost, ki dokazuje, da ovire v življenju niso fizične, temveč mentalne. Je predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih. Igor, dobrodošel. Lep pozdrav. Igor, ti imaš samo 7% vida. Kaj pravzaprav vidiš? Jaz vidim mimike, predvsem si prostor zapomnim, začetka grem malo počasneje, tako da ga, bi rekel, signaliziram prav za sebe in vidim na blizu. Bi rekel na 1-2 metra, drugače nadaljavo, pa bi rekel si dejansko osebo predstavljam, ne vidim pa v obrazu in na koncu imam tudi barvno slepoto, kar je še ena dodatna težava, tako da vidim svetlo temno. Kdaj si ti prvič izgubil vid oziroma imel težave s tem? S vidom imam težave od rojstva, predvsem začetka je bilo ful težave tudi s svetlobo. Ja, kar zanimivo je bilo, predvsem je bilo malo drugače, ampak se človek navadi živeti s tem in jaz pravim, vsak bo prišel lahko na moje, jaz na tvoje ne pridem in s tem pač živim. Potreboval sem tudi sam, da sem sprejel to okvaro z vidom tudi v normalnem življenju, kjer pač živimo in lahko večkrat rečem, da sem rabil kar dolgo cajta, da sem lahko vzel lupo sredi Nove Gorice in kaj prebral. Tako da sem začetka kar prekrival svojo težavo z vidom. Zakaj si prekrival to? Kaj pa vem, mogoče je tista manj vrednost, nezaupanje vase in predvsem potem, ko sem leta 2001 se le odločil, da bom postal predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih, sem začel razmišljati drugače in to zadevo tudi spremenil. Predvsem v tem, da sem bil pripravljen, sem rekel, zdaj sem pa tudi tisti, ki bo mogel pomagati drugim, predvsem starejši, čeprav so prej oni drugi meni, ne. In sem pač začel pripomočke uporabljati sebi v prid, ker to je sploh težava vseh nas, predvsem tisti, ki imajo težave z vidom, da ne sprejmejo drugačnosti in da kar en čas potrebujemo, ne, da dejansko uporabljamo pripomočke, ki so nam v korist. Torej, ti prej si imel pripomočke na voljo, nisi jih pa želel uporabljati, ker bi s tem lahko nekdo drugi opazil, da imaš težave z vidom in to te je potem oviralo, da nisi začel tega že prej uporabljati. Ja, ker si potem mislil, da dejansko je tisti vid pač takšen, kot je, ne, in potem, kot si videl, ne, in potem si pa ugotavljal, da s pripomočki si lahko pomagal in dejansko si videl boljše, pravzaprav si videl, mi rečemo drugače, ne. Si videl mogoče malo bolj precizno, mislim, ne kot vi, ki dejansko vidite detajle, mi detajlov ne vidimo, sploh jaz ne vidim, ne. Ampak ogromno delaš pa, ne vem, na instinkt, jaz imam zelo močen instinkt in dejansko vsako zadevo tudi zaznam že vnaprej, ne. To sem se, recimo, skozi se spremljam in ugotavljam, da mi to zelo dosti pomaga, predvsem pri gibanju v okolju, ki ga ne poznam. Kako ta instinkt deluje? Čisto konkretno se ustavim in mimo mene pridrvi kolo.
Wow. Tako da začutim, ali pa recimo, ne vem, ne rad grem na semafor, ki nima ozvočenja, ali pa poiščem neko rešitev, ne grem kar na horuk, ampak iščem pač nekje začutim, ki je bolj varno. Ne? V takih zadevah se gibljem. Dobro, pol pa, ker tam neke prostore poznam, mene dejansko ful moti svetloba, ne? Tako da pri mraku mi je najboljše gibanje, mogoče še lažje v temi. Hitro pa skeniram prostor, v katerem bi rekel, ga večkrat uporabljam. Ne? Tako da začetka grem počasi, recimo sploh v nov prostor, ki hodim, ne? Recimo, če je zaprta ena ulica, vi jo vidite že čez, jaz prijem do ovire in pač rečem, Igor, zaprto je in se vrneš in greš po drugi poti. Ne? Se ti zdi, da si kdaj imel kakšne posebne privilegije zaradi tega, ker si imel to oviro? Mislim, da ne. Mogoče nekdo misli, da je, ampak jaz sem na svet zmeraj gledal drugače. Že v mladosti. Jaz sem dejansko obiskoval od 8. leta, to se pravi 8 let, ko sem naredil Zavodu za slepo in slabovidno mladino. Potem takrat sem se odločil, da ne grem študirati. Mislim, že takrat mi je študij ni dišal, ne. Dišale so me pa spremembe in sem se odločil, da sem šel v Škofjo Loko. Bil sem zadnji letnik starega centra, rečemo, za slepe in slabovidne in prvič, ko se je nov center za slepe in slabovidne pač zgradil, sem bil prvi letnik takrat in bi rekel, iskal sem zmeraj neko drugačnost, iskal sem možnosti, da postajamo osebe, ki imamo kakršnokoli oviro, enaki. Nisem pač takrat še razumel tega, kot razumem danes, ne? Ampak zmeraj sem se boril za neke pravice, pravzaprav za neko samostojnost ljudi, ki ugotavljam, da je to dobro. Zakaj je to dobro? Dobro je to, ker na koncu jaz mislim, da invalidnost ni ovira. Dobro, pač ne vidiš, so pa tle drugi čuti in dejansko, če spremeš sam sebe, pravzaprav normalno, da sem iskal tudi neko rešitev za nadaljnji moj razvoj, ker sem zmeraj bil pač ambiciozen. Recimo že, ko sem prišel, jaz sem dejansko se zaposlil na Iskri Avtoelektriki, so me v klub ponudili, če bi bil tajnik košarkarskega kluba, ne. To mi je bilo zanimivo, ne, ker so pač videli, ne vem, so rekli, te administrativne posle lahko opravljaš, telefonske posle lahko opravljaš in mi je bil to neki izziv, ne. Potem sem leta 2001 postal predsednik medobčinskega društva slepih in slabovidnih, sem se takrat odločil, da nadgrajujem zadevo. Vse skozi sem iskal izboljšave, ne, na koncu in zadnjo odločitev, ki sem jo pa našel, je bilo pa leta 2020, ko sem našel Mastermind Akademijo, ne. In takrat sem se pač pridružil, mislim, da je bilo ali NLP-u ali manifestaciji in takrat sem del tvoje družbe. In se mi zdi, da je to zelo pomembno in vsakmu priporočam. Predvsem sem pa tlele dobil tisto, kar sem dejansko potreboval za nadgradnjo mojih, kako bi rekel, izkušenj, pravzaprav mojega razvoja ali pa kako pomagam drugim. Hvaležen, da si del naše družine, da si del Mastermind Akademije. Zdaj pa dostikrat rečeš tudi na naših delavnicah, da je ovira samo v glavi. Kako to misliš? Čisto preprosto, ne. Dejansko ljudje imamo različne ovire, ne. Ker recimo skozi življenje, skozi izkušnje, ki sem jih imel predvsem v društvu slepih in slabovidnih, z osebami, ki so imele različne težave, ne samo z vidom, tudi drugačne, sem ugotavljal, da ljudje, če pravilno vodiš, se tudi pravilno nekako drugače odreagirajo. Pravzaprav dejansko ljudje potrebujemo zaupanje vase, to, kar ti delaš. Dejansko ljudje mislim, moramo prevzeti odgovornost. In jaz recimo vsem našim ljudem ali pa kakorkoli gledam, ne, dejansko je samo slep. Ne moramo zdaj ne primerjati, če so še dodatne težave, to se pač čuje, ne, ampak če ti tvojo slepoto spremeš, imaš vse druge čute, ki ti delajo in z njimi si lahko ustvarjalen, pravzaprav lahko si tudi svetovno uspešen, ker vemo, da je med nami ogromno ljudi, ki imajo razne okvare, ne samo slepota, slabovidnost ali je to oseba na vozičkih, take in drugačne,
ki so uspešni, pravzaprav bi rekel, oljajo ledino in delajo posebne programe. Ne vem, jaz mislim, da, zmeraj sem razmišljal, da ni ovir. Zdaj, ko sem prišel pa v tvojo šolo, ne, pa sploh ugotavljam, da ni ovir. Sam, kaj bi rekel ti nekomu, ki ima recimo slepoto in ne vidi in hkrati se sam sebi smili in reče, tega ne morem, tega ne morem, tega ne morem. Ja, jaz gledam tako, da slepoto je kar postopek. Ne? To je od 2 do 5 let sprejemanja, ne? Ali pa recimo zelo malo ljudi sprejme prej. Ti si dejansko pač moraš sprejeti, da s tem vidom boš živel. Ne? Ogromno, predvsem te slabovidne osebe, ki nimajo take okvare kot jaz sem pač recimo okvara, ki bo s tem 7% upam živel celo življenje, ne? Se jim lahko slabša ali tudi izboljšuje se. Ne? To se pravi, lahko postanejo tudi slepi. Ne? Da pač to spremejo, vse ostale funkcije, pa vse njihovo znanje, ki so ga pridobili kot videči, ga imajo. Samo ga recimo koristijo drugače. Ne morejo pač pisati in brati, ne? Tudi pišejo lahko, ne? Brati ne morejo, ne? Uporabljajo pa druge pripomočke, ki vemo, da je zdaj tehnologija tista, ki nam dejansko se nam približuje, nam lahko pomaga. Ne? Vemo, da imamo lahko tudi negativo gremo, ne? Ker če nepravilno uporabljaš, je lahko tudi slabši del, ne? Ampak jaz sem prepričan skozi svojo zgodovino in sploh skozi teh 25 let dela s slepimi in slabovidnimi, da so res uvire v glavi in da ljudje, da tisto, kar si zadajo, ne, bojo tudi uspeli, ne, ker na koncu jaz vozil ne bom, ne, čeprav vemo, da bo hmalo električni avto, če gremo gledat, ne, določene pač omejitve imam, ampak tiste pluse jih pa lahko izkoristim kot vsi ostale. Misliš, električni avto, ki bo samo vozeči, ne? Tako. Ja. Doskrat pa družba, ki gleda recimo nekoga, ki ima neko oviro, neko omejitev ali recimo slepoto, to osebo obravnava mogoče tako z nekim... Besedo bogi. Bogi, ja. Tako da se smili, joj, ta je pa bogi. In potem, ko rečejo tej osebi bogi, tolikokrat se ona dejansko počuti, da je mogoče, da je nekaj manjka, da je v Boga. Ne? Kaj je tvoj nasvet? Sploh za ljudi, ki opazujejo ali pa so v stiku z nekom, ki ima določene ovire, kaj je tvoj nasvet? Moj nasvet je, da nobeden ni bogi, ne? Če pa gremo gledati to. Ne? Vsak ima pač take in drugačne omejitve, ampak recimo sploh skozi Mastermind Akademijo, predvsem skozi manifestacijo, sem sam prišel do enega velikega zaključka, ne? Če ti dejansko si pozitiven, ker sem recimo primerjal recimo na koncu tudi društva med sabo ali pa organizacije med sabo. Ne? Recimo prav v zadnjem času recimo razmišljam tu, če ti pozitivno razmišljaš, se ti bojo tudi tvoje pozitivne misli dejansko uresničile. Ne? Mogoče smo ljudje, bi rekel, tudi sam sem bil, ne? Prehitro želimo rezultat. Ne? Ja, pride tudi hitreje, kadar ti dejansko energijsko si na energiji skozi pozitivo. Ne? Ker mi s to besedo bogi kličemo pač negativo in dejansko smo bogi. Ne? Vse okoli nas avtomatsko mislimo, da ni primerno, pravzaprav, da je okolica primerna, da ljudje nam nočejo pomagati, da niso pripravljeni pomagati. Ampak jaz mislim, da tako ni res. Ne? Da na koncu je, da ti recimo predvsem pri slepih in slabovidnih marsikdaj, tudi sam sem imel to težavo, ko pridem v neko ustanovo, jaz dejansko danes rečem, lejte, imam težavo z vidom, a mi lahko prosim preberete, kje vam podpišem in dejansko tle nimam dobenih problemov, ljudje mi z veseljem preberejo, mi pomagajo in dejansko tisto storitev opravim. Ne? Ker recimo tudi med občinskim društvom, jaz sem pač recimo bi rekel, 2001 leta sanjal, da bi imel zaposleno socialno delavko. Ne? Danes imam servis, ki dejansko na Severnem Primorskem lahko pomaga vsem osebam, ki imajo težave z vidom in tudi ostalim. Ne? To se pravi, da predvsem s tvojim pristopom dejansko je tisto, ki tudi dobiš verjeno. Ne? Vse dobiš ljudi, ki negativno gledajo na tebe, ampak če ti
pač spremeš tako zadevo, da smo ljudje različni, jaz vidim, da tle pač ni omejitev, ne. Mislim, ljudje gledajo ne samo na slepoto negativno, gledajo na vse lahko negativno. Ne? Točno to. To pomeni tudi, meni se mi zgodi, da imam cel kup žaljivih, negativnih komentarjev in pravzaprav se je potrebno naučiti s tem živeti, da ne moramo vsem ugajati. Enim smo lahko všeč, enim lahko pomagamo, enim nismo všeč in tem zelo verjetno ne moramo pomagati. S tem se čisto strinjam. Enako je pri nas, ne, kaj se ti greš, se to ni možno, ne, tudi nas, recimo, ljudje negativno, tudi mi imamo take in drugačne komentarje, ne, ampak to je njegov problem. Čeprav recimo bo nekdo rekel, da sem nesramen, ne, ampak kadar poznam ogromno ljudi, pa znanih ljudi, ki so imeli te težave, ne, in kadar so sprejeli slepoto in slabovidnost ali slepoto, danes živijo in so uspešni. To je to, se pravi, enako, kot recimo, če pogledam, spremljam zdaj sošolce pri tebi, ne, razmišljajo tako, ne, mislim, ja, pa Aleksandar ne gre to, pa kako bi ono, ja, vse je res, ne, se tudi jaz sem se s tem udajal, ne, ampak kadar začneš, predvsem jaz pravim, spusti energijo vase, mislim, mi se preveč obremenjujemo z okolico, z drugimi, premalo pa razmišljamo o sebi. In jaz, ko sem recimo predvsem pri prihodu v Mastermind akademijo, recimo skozi, ne vem, NLP coaching, pa na koncu hipnozo, ne, sem dejansko prišel do tega, da recimo vsi ti tvoji programi, ne, bi rekel, mi pomagajo, čeprav jaz nisem tisti učenec, kot sam veš, ne, da dejansko se dudlam, ne, ampak mogoče tudi drugačen sprejem zaradi vida, ne, ker tudi zdaj, ko hodim na tvoje napredne izobraževanja, ne, pač tehnologija je moja pomoč, ne, ampak za pripravi določenih zadev ne, ampak vse to lahko ful izkoristiš sebi v prid. In jaz sem ti hvaležen in na koncu predvsem sem hvaležen energiji sošolcev, ki mi dajo to moč, da dejansko lahko ustvarjam, pravzaprav lahko pomagam drugim. In včeraj sva z mojo partnerko govorila, je rekla, ti pa se boš res približal kmalu tisti cifri tvoji, ki si razmišljal o 10 milijonih ljudeh, ki jim boš pomagal. Ne. Predvsem v zadnjih časih ugotavljam, ne, da se ljudje so začeli obračati name ne kako dejansko kakšno zadevo speljamo, pravzaprav lahko pomagamo, bi rekel, širokemu spektru ljudi. Kaj so bile tvoje največje ali pa najbolj dragocene manifestacije, ki si jih dobil potem, ko si se pridružil Mastermind akademiji, ko si postal naš študent? Ja, prva manifestacija je bila partnerka. In kot je rekla tudi ona, da tudi ona je mene manifestirala, to je bila prva zadeva, druga zadeva je bila dosti teh manifestacij. Napredoval sem z leta v leto. Če bi tudi vi radi naredili preboj, premik, ki ga delajo naši udeleženci delavnic, ki so gostje na podkastih, vas vabim, da se prijavite, pridružite delavnicam Mastermind akademije. Sigurno največji rezultat mi je Center slepih in slabovidnih, ki smo ga 15. oktobra odprli, in drugi center je pa taktilna galerija umetnost Sojkra Vidnega, ki smo lansko leto 21. marca za dan pomladi odprli in je dejansko primer dobre prakse ne samo za Evropo, tudi za svet, kjer smo združili vse znanje, ki ga imamo v Sloveniji, in tudi znanje pravzaprav podporo naših slepih in slabovidnih oseb. In najbolj zanimivo je bilo pri tej taktilni galeriji, da so ljudje, predvsem slepi in slabovidni, so se kar težko odzvali za sodelovanje v tem, ker to je bilo nekaj novega za njih, ne, predvsem te punce, ki so sodelovali in sedaj ugotavljajo, da so najbolj srečne, kako se je njihov razvoj na vseh področjih razprl, pravzaprav, da kakšne možnosti to imajo, in ugotavljam, da dejansko družba danes invalidom se približuje in dejansko invalidi ne vzamemo tistega, kar nam družba nudi. Pravzaprav smo preveč agresivni, mogoče še zmeraj živimo v prejšnjih časih. To je moje mnenje. Kaj to pomeni, da ste preveč agresivni?
Ne sprejemamo, da se časi spreminjajo in da tudi družba se spreminja in da nam hoče pomagati, mi pa, kot sem že prej rekel, ne gremo, se bojimo vprašati, bojimo se komunicirati in povedati težave, ki jih imamo. Jaz, kot sem prej rekel, ko sem začel, pač kjerkoli sem prišel, da imam težave z vidom, so mi ljudje z veseljem pomagali in nisem videl težave. In jaz mislim, da tudi vsi tisti, ki so pozitivni, ki gledajo pozitivno na zadevo, in tudi družba pomaga. Mislim, da je zmeri večji del tistih, ki so pripravljeni pomagati, kot tisti, da ne. Zdaj je odvisno, spet smo na tistem najnem prvem delu, energija. S kakšno energijo greš kam? Ker recimo, jaz sem imel ogromno teh raznih akcij, ki jih imam po Sloveniji, ali pa recimo tudi, jaz sem dal pobudo policiji Nova Gorica, varnost slepih in slabovidnih v domačem okolju. To ni v prometu, ampak v okolju, ki živijo. Jaz sem šel s pobudo do njih in dejansko projekt laufa 2008. Jaz sem šel na Center za socialno delo, da sodelujemo z njimi kot organizacija za pomoč slepim in slabovidnim v Severnem Primorski. Jaz sem stopil do zdravstvenega doma, uporaba defibrilatorja, recimo prve pomoči. Stopili smo do gasilcev. To se pravi, zmeraj smo mi bili tisti, jaz sem bil tisti pobudnik, ki sem pristopil in z njimi skupaj iskal ne pomoč, izobraževanje, pravzaprav smo znamenem mnen, da smo dejansko slepe in slabovidne osebe ozavestili, da je to možno, pravzaprav, da dejansko vse te pripomočke poznajo, ker nekdo bo rekel, ja, pa defibrilator ga ne bo uporabljal. Seveda ne, bo pa dejansko dal navodila. Kljub temu, da ne bo videl, bo rekel, tam je defibrilator, ne vem, toliko vdihov, toliko izdihov, pritisni tle. Te informacije pa vemo, da slepi in slabovidni si pa zapomnijo. Pa smo pa nadgradili te zgodbe, nadgradili smo z adrenalinskimi športi. Rafting po Soči, plezanje v steni, 130 slepih na Kaninu, recimo zipline. Mislim, ne vem, jaz ne vidim ovire, ampak v vseh teh zadevah, ki smo mi zgodbe delali, smo se pogovorili z ponudnikom, mu dali navodila, kako pristopiti k tem osebam in zmaga je bila tle. Sliši se tako res čudovito, pohvalno. Kje črpaš to energijo, da vse te projekte začenjaš, ideje in tako naprej? Ja, v zadnje čase je največ z Mastermind Akademije. Moram pač to energijo, ki jo dobivaš od sošolcev, ker tle več, ko je pozitivne energije, več jo dobiš. In dejansko za uporabo tehnik, ki sem se jih naučil pri tebi. Deva konkreten svet nekomu, ki ima otroka, ki je mogoče slep ali pa slaboviden, torej staršem, ali pa da ima kakšno drugo omejitev. Kaj ti svetuješ, kako ne vzgajajo takšnega otroka, da bo imel podoben pristop, kot imaš ti? Jaz mislim, da ne smejo biti varovalni. Dejansko otrokom je treba omogočiti gibanje, treba je na koncu tudi, da pade, da dejansko sprejme okolico, kjer živi in otrok bo sam videl, do kje bo lahko šel. Ker recimo tudi, če spremljam naše otroke, zdaj sem že toliko cajta na društvu, od rojstva, ki so bili recimo slepi in tisti starši, ki so jih dejansko podpirali, ki niso bili varovalni, da recimo so jim dali možnost, da so se peljali s kolesom, da so dejansko padli, mislim, preveč smo varovalni, tega ne smeš, unga ne smeš, boš padel, pa pazi. Te besede so ful negativne in vemo, kje bojo potem težave. Težave bojo, ko bojo te osebe postale polnoletne. Dejansko takrat bojo pa mogle zaplavati in takrat teh izkušenj ne bo. Mogoče lahko govorim iz lastnih izkušenj, da dejansko sem imel tudi jaz varovalno. Recimo sploh z moje generacije se pogovarjam s vrstniki, smo imeli te varovala, je bogi, ne sme, pa kaj se ne da, kaj bojo drugi rekli. In vsi tisti, ki smo to šli skozi, vemo, da je to zelo negativna zadeva, je pa težko sprejeti. Jaz verjamem, da predvsem nekoga, ki ima slepe otroka, ni tako lahko, ali pa recimo tudi z drugimi težavami. Imamo primer našega Jakoba,
ker vemo, da dejansko recimo starša s energijo in vse tisto, kar je možnost, mislim, to je en čist primer, kaj se lahko da, če ti z pozitivnega vidika gledaš in daš možnost otroku, da se razvija. Daj nam povej več o tem primeru Jakoba. Ja, Jakob je dejansko slabovidna oseba, ima še druge težave, predvsem z gibanjem. Jaz se ga spomnim fanta, kot ne bom nikoli pozabil, na Bevkovem trgu sem ga prvič spoznal, ko smo imeli eno stojnico, bil je v vozičku leto in pol in sem spremljal njegov razvoj, ki dejansko je bil negibljiv. Mislim, ne vem, to je en sonček, s katerim je, ni to edini naša zgodba, jih imamo več, ampak tipičen primer, če stojiš za otrokom in da mu pomagaš in na koncu, da imaš tudi odzadaj strokovno službo, kajti mi predvsem pri tem področju pomagamo slepim, mislim, predvsem v tem trenutku staršem, ne, z našimi strokovnimi nasveti, predvsem našega tiflopedagoga, ne, ker je zelo pomembno. Ja, mislim, da je neverjetno, kajti zdaj dejansko je že v 1. razredu in ravno prejšnji teden je bil na društvu in se mi zdi, da prav žari, pravzaprav, da nam daje eno energijo, da se da, če se hoče. Torej, to je pomemben stavek. Če se hoče, se da. In ena stvar, ki sem opazil, Jakob bil tudi pri nas na delavnici, ker sta prišla z mamo, je to, da mama, in verjetno oba starša seveda, da se ne sprijazni s to situacijo, verjame, da je on sposoben več in tudi ogromno časa in svojega lastnega denarja investira v dodatne terapije, dodatne možnosti, da bo on enkrat samostojen in tako, ko sem ga poslušal, on si želi postati zdravnik, da bo pomagal drugim. Točno to. Mi vsi vemo, da ni meja, ne? Nikoli ne veš, kje je nekdo, kaj je nekdo sposoben. In ravno z tega vidika, recimo iz izkušenj, ki jih imam, rekel celo življenje in kar sem doživel, recimo ne samo med slepimi, slabimi, tudi drugimi ranljivimi skupinami, jaz mislim, da moramo zmeraj strmeti več. Tudi sam strmim več. Vem, da nisem, ne vem, neki strokovnjak, nimam nekih šol, nimam izobrazbe, na koncu tudi angleščine ne obvladam, niti enega tujega jezika, pa tako komuniciram s celim svetom, pa se na mene obračajo, ne. Ampak stvar je samo to, da dejansko pomagaš ljudem, pravzaprav, da zmeraj želiš malo več, da nisi v coni udobja, ne. Mislim, da vse preveč ljudi živi v coni udobja in pričakuje od okolice, da bo dala, ne. Jaz mislim, da preveč pričakujemo od nekoga drugega, da bo nadelal tisto, kar bi mogli sami. Predvsem mislim, vsi bi mogli in bomo mogli prevzeti odgovornost za svoje življenje. Ne glede na to, ali si invalid ali nisi invalid. To, kar govoriš, je zdaj izjemno pomembno. Torej, sprejemanje odgovornosti za svoje življenje. Ker nasprotje od tega je igranje vloge žrtve. Nekdo, ki ne sprejema odgovornosti za svoje življenje, za svoje rezultate, za svoje čustveno stanje, igra vlogo žrtve. In ta beseda, jaz sem ubogi, ali pa uboga, je en tak zelo jasen način, ko nekdo igra vlogo žrtve. Ko se počuti, jaz sem žrtev, jaz nekaj, kar bi si želel imeti, nimam in zaradi tega nisem srečna, zaradi tega ne morem določenih stvari početi. Kaj bi ti svetoval nekomu, ki igra vlogo žrtve, ki se počuti ubogi, ali pa uboga, ne le to, a je ta oseba slepa ali ni slepa, a ima kakšne fizične pa drugačne omejitve, kaj je tvoj nasvet? Začne gledati na življenje pozitivno, iz tiste točke naprej in da počasi sprejema spremembe. Ker če gledam tudi pri sebi zdaj, kadar sem v slabi energiji, tudi moji rezultati so slabši. Kadar sem v pozitivni energiji, so moji rezultati dobri. Ne? To se pravi, majhni premiki, mogoče mi želimo preveč, majhni premiki, ne vem, da na koncu, ne vem, pri slepih, da uporabi belo palico, da naredi 5 metrov že nekaj pomeni. Ali pa recimo, jaz imam računalničarja, ki pravim, da dejansko on je sposoben vsakega človeka naučiti uporabljati pametni telefon.
Ne? Ampak on se posveti temu človeku in dejansko potegne iz njega tisto, kar človek je v tistem trenutku sposoben. Ljudje mogoče pričakujemo preveč. Ne? To se pravi, predvsem invalidi ali pa recimo, ne vem, na koncu tudi, če si zlomiš nogo, moraš začeti hoditi. Ne? In premalo dajemo, ne vem, v sebe, recimo jaz osebno dosti hodim, se rekreiram, predvsem hodim naravo, jaz tudi mogoče včasih sem sanjal, ampak sem zdaj gotovo, da mi narava daje tisti dodatni impuls in njih tako recimo daje nekomu drugmu, ker jaz mislim, da ljudje, predvsem je mogoče tisti, ki dejansko kasneje postanejo invalidi, ne, to je zelo, bi rekel, kar travmatično, ne, ampak morajo sprejeti to in kadar to sprejme, potem se mora nadgrajevati pravzaprav, da iz tiste poškodbe, ki je, začne razmišljati pozitivno in dejansko rezultati se bojo slej ko prej obrnili v neko pozitivo. Kaj? Ne? Jaz recimo mogoče, če razmišljam o sebi, mogoče sem razmišljal kako drugače, ampak nikoli pa nisem razmišljal, da bom dejansko delal za slepe in slabovidne, na koncu, da bom pomagal tudi drugim ranljivim skupinam in da bom, ne vem, pač na življenje začel gledati drugače, kot sem gledal recimo, ne vem, lahko rečem 10 let nazaj, čeprav sem gledal pozitivno, ampak sem rabil recimo tisto injekcijo, ki sem jo dobil pri tebi, ne. Recimo, in pri začetka, ko sem prišel, recimo ljudje, res je hudo tiste prve ure, dneve, ki dejansko pride do poškodbe ali kakorkoli, ne, ampak treba je vztrajati, pravzaprav treba je miselnost spremeniti v pozitivo. Torej, tvoj nasvet nekomu, ki je imel neko poškodbo in se mu življenje obrnilo na glavo, je kaj? Sprejmi tisto, kar je v tistem trenutku in začni razmišljati pozitivno. Vem pa, da je težko začetka, ampak optimizem zmeri zmaga. Bravo. Mislim, ker dejansko negativa bo popeljala dol, ne, to pa vemo vsi. Ne, in predvsem pozitivna ali negativna energija, ne, to je ena, mislim, najhujš, kar je, ne. Če boš ti skozi gledal negativno energijo, boš tudi vse tisto si boš tudi priklical, ne. Če boš ti rekel, ne vem, ne bo avtobusa, ni avtobusa, ne vem, bom bolan, boš tudi bolan, ne. In recimo osebno se tudi spomnim določene bolečine, ki sem jih imel, recimo v preteklosti, pa tudi skozi razvoje in kakorkoli sem danes gotovo, da nikoli boljš ne živim kot zdaj. Tudi glede recimo zdravja in vsega ostalega, ne. Pač vid je tisto, ki ga pač je toliko kot jema, vse ostalo je pa v redu, ne. Nikoli pa ne veš, kdaj se ti bo spremenilo, ampak o tem ne smeš razmišljati. Je kakšna stvar, ki ti nekdo nekaj naredi, reče, ki ti ni prijetna ali pa te prizadene? Dosti takih stvari. Predvsem mogoče tisto, so. Na več področjih, da se to ne da, ali pa da nima, mislim, pa kaj se ti greš. Sem jaz, recimo, prideš tudi do trenutka, ravno v takih primerih, kot si ti rekel, ne, je treba 3-4 vdihniti globoko, ne, in mogoče tudi, jaz nisem rekel, da sem svet, ne, tudi takrat marsikdaj negativno odreagiram, ne, ampak potem, ko prespim, ne, dejansko ugotovim, da gre to čez, ne. Je pa dosti takih stvari, predvsem tam, ko premikaš meje. Na koncu tudi med samimi invalidi, ne, ali pa na koncu tudi družba, ki jim pač rečeš, da lahko postanemo skupaj prijazni za vse, ne, predvsem na področju dostopnosti, ker jaz sem pač zagovornik, dajmo narediti družbo dostopno za vse, ne ločevati po vrstah invalidov, ne, ker na koncu, če naredimo prijazen prostor za vse, tako na samem prostoru, storitvah, informacijah, jaz ločujem še digitalizacijo, ki je zelo pomembna, zato ker pač vemo, da digitalizacija je tista, ki jo
Na koncu danes uporabljamo in jo vse več ljudi uporablja, recimo predvsem invalidi, ki preko nje dobivajo največje informacije, ne? Potem tlele ni ovir. In na koncu ravno zdaj se obadam z dostopnim, pravzaprav z projekti za turizem, dostopni turizem, butični turizem, ki ne bi bil recimo tisto, ki bi omogočil tudi invalidom, da so lahko del te zgodbe. Ne? Ker jaz ne vem, zakaj ne bi bili. Ne? Dobro, vemo, da vsi invalidi povsod ne moramo iti. Ne? Pač omejitve so. Ne? Marsikdaj se zahteva preveč in te razlike so bile v svetu in bodo, ne? Ampak predvsem med našimi slepimi slabovidnimi vidim, da so sposobni vsega, kar češ. Ne? Imamo pač osebe, ki hodijo po celem svetu in imamo predvsem eno osebo, ki dejansko je slepa. Še dodatna težava je rekla, da dejansko spremljevalca rabi takrat, ki ga res rabi. Ne? To se pravi, vse želi narediti sama in kadar pride do ene točke, pa si poprosi za storitev spremljevalca. Ne? Imamo uspešne poslovneže, ne? Na koncu človeka, ki dela na digitalizaciji z Ameriko, in sem ga vprašal, kako funkcioniraš, ne? Na koncu z drugim svetom za nas. Ne? Je rekel, jaz, ko pridem tja v firmo, meni prilagodijo. Oni se sploh ne obadajo, je rekel, veliki ekrani. Ne? To se pravi, kje so omejitve v glavah. Spet se vračava k temu, omejitve so v glavah. Ja. Rekel si, da se izjemno veliko časa in tudi energije prizadevaš za to, da bo ta dostopnost na voljo čim večjemu številu ljudi. Daj nam povej več, kako lahko vsak posameznik k temu prispeva. Ja, mislim, predvsem je to, da pozabljamo, da recimo slepi in slabovidni, predvsem slabovidni, ne, dejansko potrebujemo kontraste, potrebujemo večje napise. Recimo največji poudarek, predvsem za slepe in na koncu tudi na osebe za vozički, je to, da naj bi bili javni zavodi dostopni, to se pravi do stavb. Govorimo od avtobusne do zdravstvenega doma, do centra socialno delo, pošte, občine. In v vseh teh ustanovah naj bi pa vsaka ustanova posebej poskrbela, kako bo servisirala te ljudi, da dejansko dobijo tisto, kar želijo. Mi kot društvo izobražujemo kader, predvsem zdaj smo imeli posebno akcijo z pravno enotami, kjer smo dejansko jim pomagali, pravne enote Nova Gorica in v Idriji skupaj z občino izobraževati, kako pristopiti slepim in slabovidnim, da ko osebe pridejo s kakršnokoli težavo, ker tisti čisto 100% slepih je zelo majhen procent, ne? Tisti, ki pa imajo, da jim dejansko preberejo vsebine, kako pristopiti z njim, predvsem bi rekel, ta beseda strah mi ni prav prijetna, ampak na koncu vidim, da dejansko imajo strah tisti, ki ponujajo storitev, pa tudi osebe, ki imajo težave, kako bojo dejansko njim ponudili storitev. Ne? To se pravi, te strahove, da izničimo med sabo. Ne? In jaz mislim, da bi se z nekim izobraževanjem, da postanemo recimo dostopni je v vseh nas, tako v tistih, ki ponujajo storitve, tako v uporabnikih, ki te storitve uporabljajo, na koncu izvršilci, tisti, ki dejansko morajo poskrbeti za to. Če bomo vsi razmišljali v to smer, bomo dejansko prijazni drugi do drugega in na koncu, če je ta dostopnost, prideva spet do tiste osnovne zadeve, ne? Postanemo prijazni tudi storitve, pravzaprav tudi bo ta pozitiva zmeraj večja, ne? Daj mi povej še nekaj o tej dostopnosti preko spleta in tudi kaj lahko podjetja na tem področju naredijo, tudi mogoče kako se zakonodaja v to smer premika. Ja, mi imamo dejansko zakonodajo, ki vemo, da bi mogli imeti že 15 let vse dostopno, ne? Ampak malo smo, bi rekel, odzadaj. Jaz se ne bi ukvarjal z zakonodajo, jaz bi samo dal vsem nam razmislek eno, ne? Če bi mi postali bolj prijazni kot družba, predvsem da razmišljamo o storitvah, ki jih podjetja ponujajo ali pa javni sektor, ne? Da dejansko razmišljajo, da so recimo
njihove storitve bolj dostopne, recimo, da so napisi večji, da dejansko se digitalna dostopnost je pa sploh ena posebna zadeva, da so spletne strani prijazne v skladu z zakonodajo, ki jo predpisuje Evropska unija, bojo tudi njihove storitve prišle do več ljudi. Jaz se predvsem sprašujem pri spletu ali pa na koncu pri raznih aplikacij, zakaj jih ljudje delajo. A jih delajo zato, da jih imajo, ali zato, da dejansko ljudem pomagajo, da dobijo čim več uporabnikov. Mogoče predvsem tisti, ki v tem odločijo, bi mogli v to smer razmišljati. Ker zmeri, na koncu skozi govorimo, rabimo več uporabnikov, ampak več uporabnikov bomo dobili na splošno, če bomo razmišljali o dostopnosti. Na vseh področjih, tako v podjetjih, na koncu v javnem sektorju, ali pa na koncu v tvojih storitvah, ki jih ti ponujaš. To je enako, ali pa neka druga organizacija. In to mi vsi pozabljamo na to smer. Svetljenje ni potreba neke skrajnosti, ampak treba je med sabo komunicirati in iskati rešitve. Predvsem se nam to, meni to dogaja, pravzaprav ne dogaja. Tega več delamo z kar z dostimi organizacijami, da iščemo rešitve in koncu se morajo tudi uporabniki učiti. Marsikdaj invalidi samo zahtevamo. Smo prišli tudi do primera, da je bilo prilagojeno, pa so prišli na društvo, pa Bevkov trg ni prilagojen. Seveda, ko so ga prilagodili za njih, niso pa vprašali, kako uporabljati taktilno vodilo. Tako da je kar, bi rekel, krog vseh nas. Kako misliš, da bo umetna inteligenca vplivala na slepe in slabovidne oziroma na splošno na ljudi, ki imajo določene omejitve? Jaz mislim, da je to enako kot pri videčih. Plusi in minusi. Zelo bo pomagala. Moramo pa itak vsi vedeti, da moramo paziti na to. Vse najbolj zanimivo je to, da dobivam informacije z bankami, da se še zmeraj starejši ljudje odločajo za plačila v tujino, kljub temu, da jih na bankah opozarjajo, da plačujejo na nepravilne račune, oni še zmeraj vztrajajo na tem in tle je tudi ena vrsta izobraževanja, da je treba predvsem med starejših več izobraževanja predvsem o tej digitalizaciji, bi rekel, teh spletnih prevarah. In mislim, da umetna inteligenca, kar pa jaz poznam, že naši ful uporabljajo in bo zelo koristila, je pa enako kot... Jaz mislim, da ni razlik v teh zadevah, je enako. Predvsem bo več koristila, ko pomagala, ampak je treba paziti. Drugače pa jo uporabljamo, jaz osebno jo uporabljam, pa vem, da imamo tudi, kar se pogovarjam z vrstniki iz vseh, jo tudi uporabljajo. Rečva še nekaj o taktilni galeriji. Galerija je namenjena v bistvu slepim in slabovidnim. Kako nekdo, ki je slep slaboviden, doživlja drugače umetnost na splošno in tudi zakaj ste ta projekt sploh pripravili? Taktilna galerija je zgodba z Goriškim muzejem, 10 let izkušenj. Tle je David Kožuh, oseba, ki je na tem področju muzejstva, pravzaprav prilagoditev eksperimentov, prva oseba, pravzaprav je res ogromne energije vložil, z ogromnih lastnih izkušenj. Mi smo taktilno galerijo naredili iz 2 delov. Ena del je, ki smo si pomagali z galerij v Italiji. Smo dejansko pripeljali, mislim, da cirka 20 eksponatov iz Ancone in še enih 2 muzejev v Italiji. Druga zgodba je pa 16 umetnikov Slovenije, Italije in Hrvaške, ki so se odločili, da bojo svoje eksponate ne prilagodili slepim in slabovidnim. Pravzaprav prilagodili, ampak da ostanejo oni. To se pravi, da ostane njegova umetnost njegova, ampak da jo približa osebam z okvaro vida. Rezultati so za mene nenadpričakovani, so za evropsko merilo zelo pozitivni, kajti na koncu je tlele tudi posebna aplikacija. Tle se zahvaljujem tudi tebi in tvoji skupini, da ste pomagali v 4 jezikih, kjer slepim predstavi vsak kip posebej, mu ga opiše, da ga lahko on utipa.
Druga zadeva je pa še to, da je to, kar z nami izkušnje kažejo, neki novi svet za otroke, kajti kadar pridejo v galerijo in tudi določene eksponate pokrijejo in z zavezanimi očmi oni tipajo in dejansko tudi vohajo, ker v galeriji se razvijajo drugi čuti. In galerija je namenjena tipanju, ne pa gledanju. In kar je zanimivo, mi je bilo to, da so umetniki bili presrečni, da so to možnost dali slepim in slabovidnim in vsem ostalim. In mislim, da smo marsikaj tudi spremenili v to, da bojo tudi nasplošno umetniki začeli več dovoljevati, da se njihove umetnije tipajo. To še nadgrajujemo, tako da v letošnjem letu smo z podporo Ministrstva za kulturo podaljšali, da bo še eno leto galerija in v tem trenutku je bilo v galeriji preko 3000 ljudi. To se 1/3 ranljivih skupin, slepih, slabovidnih, ogromno je bilo VDC-jev, šol s posebnimi potrebami, ogromno otrok in 17 držav do zdaj. Tako da jaz pravim, to je nekaj posebnega. Mislim, da smo lahko vsi v Sloveniji na to ponosni, predvsem pa Nova Gorica. Kdo in kdaj lahko gre to galerijo si pogledati? Oprosti, se neko pogledati, ne? Se mora dotakniti, ne? Dotakniti, ja. Tako je. Galerija je odprta takrat, ko je Mercator center, ki je postavljen na Mercator centru na Industrijski cesti, to je v Kromberku, od 10. do 18. in mislim, da je od 13. do 13:30 je pač pauza, ampak lahko se pa tudi najavijo na spletno stran, kjer se dobijo vsi podatki. Zmeraj več organizacij je vodenih. Jaz res priporočam vsem, ne glede na to, kdor je, da gre pogledati pravzaprav, da bo galerijo začutil drugače. In tudi že iz te galerije že nastajajo nove zgodbe po Sloveniji in se že pogovarjamo ne samo po Sloveniji, tudi izven Slovenije, da bomo to nadgradili in ta projekt prenesli tudi v druge dele Slovenije. Rekel si prej, da otroci, ki vidijo, pridejo tja in se jim zavežejo oči in potem oni lahko imajo izkušnjo, ki je spet čutna, ne, da je lahko na podlagi dotika, ne, vidijo, oziroma spet sem uporabil napačno besedo, ne, čutijo, kako ta umetnina pravzaprav, kako je, kakšna je na dotik in tako naprej. Točno to. Čutijo in vonjajo. To so različni materiali, tudi različne vrste lesa. Mislim, da je gor Stromlinskega, ne vem, par tavžent let stare smreke so naredili določeno zadevo. In res, mislim, to je neka posebnost, ki, jaz pravim, ljudje, predvsem vi videči, se šlepate z vidom. Čuti, ki bi pa mogli razvijati, pa zamirajo, ne? Predvsem vonj, sluh, tip. To, kar so dejansko naši predniki več uporabljali, mi jih pa se zdaj to pozablja. Ne? In ravno ta galerija spodbuja ravno to. Ne? Ni pa to naš edini projekt, ne? Prihajajo še novi projekti, kjer bomo še bolj razvijali te čute. Ne? Ta vstop v to galerijo je brezplačen? Ni brezplačen, zato ker dejansko moramo pokrivati stroške. Mislim, da je na osebo 2 evra. No. 20 evrov je pa voden ogled. Nismo mogli zagotoviti brezplačnega, ker dejansko moramo pokrivati stroške najemnine in delavca. Šar nam je pa ravno to, da galerija spodbudi ljudi, da začnejo drugače razmišljati, da začnemo razvijati druge čute, ker na to pozabljamo. Ne? Če to na koncu tudi ti razvijaš skozi tvoje delavnice. Daj nam povej, kako ti misliš, da so tvoji čuti bolj razviti v primerjavi z nekom, ki vidi? Se ti kdaj zgodilo v praksi, da si to imel prav primer, ko si ti nekaj slišal, nekaj čutil, mogoče nekaj zavonil, kar oseba, ki pa vidi, tega ni, ker teh čutil mogoče ne razvijati, ko so slepi ali pa slabovidna? Večkrat.
večkrat. Tudi čisto v življenjskem, vsi slepi zavonjamo, pa tudi slabovidni. Zavonjamo, začutimo, kot sem rekel, delajo drugi čuti. Predvsem pri slepih je dejansko sluh prva, ne? Pa tudi recimo jaz kot 7% vidim ravno tako uporabljam čut in doskrat uporabljam tehniko, predvsem v okolju, ki ga ne poznam, drsam z nogo naprej, recimo tam ali so stopnice, niso stopnice in vonj ti pa prija tudi prav in ti pa tudi, ne? Na koncu tam, ko pač moraš nekaj ti pogledaš, jaz potipam. Se spomnim, pred leti smo imeli na NLP-ju praktiku enega fanta, ki je bil 100% slep in on je rekel, da kadar mu taksist recimo vrne denar, on točno ve na podlagi dotika, ne, ali je to 5, ali je to 10, ali je to mislim, bankovec in koliko je ta bankovec vreden in tudi kovance prepozna. To pomeni, da recimo čut, ne, in ta dotik je neverjetno razvit. No, dobro, se tudi to temo spostavil, ne, marsikdaj ljudje mislijo, da bojo izigrali slepega, ga ne bojo, ne. Recimo, poznajo kovance, poznajo tudi papir, slepega ne boš tako hitro razigral, ne, in recimo uporabljajo druge tehnike in predvsem sluh, ne, ti misliš, da boš pri slepemu nekaj šešlavoma bo slišal in mislim, da smo enakopravni, ne glede tudi pri drugih invalidih, ne. Tako da jaz recimo zmeri pravim, ne ločujmo se, ne. Vsi smo si enaki, ker na koncu, kdo ima kakšne ovire, se lahko sprašujemo, ne. In kot si rekel, ja, marsikdo prova to, ampak potem so pa vsi presenečeni, zakaj je slepa oseba tako odreagirala. Točno ve, kateri denar smo dal in tudi recimo sigurno so bolj pazljivi, ne, tudi pri plačilu. Ne, ker dejansko tudi točno vejo in mislim, da je točno to, kar si rekel, ne, čuti delajo in zmeri bolj bomo razmišljali, mi že pripravljamo delavnice tudi zdaj za čutenje v naravi, vonjanje in tako naprej, kjer bomo malo tudi videčim začeli razvijati, da dejansko se vrnejo v naravo, da začnejo razvijati druge čute. Ti vodiš društvo izjemno uspešno. Veliko ljudi tudi izven severnoprimorske regije se obrača na vas po pomoč, podporo. V čem misliš, da je vaš način delovanja in vodenja drugačen od drugih društev, ki mogoče nimajo toliko storitev, nimajo toliko energije na splošno in uspehov? Jaz sem med tistimi prvi začetniki nevladnega organizacije v Sloveniji, ki si je dejansko, bi rekel, 2001 prihajala in takrat sem se jaz to izobraževal, da tudi nevladno sektor je treba voditi kot firmo. In jaz sem v vsakem trenutku zmeri razmišljal, da tisti denar, ki ga dobiš, ga je treba dvakrat obrniti, kot v firmi. In predvsem želja mi je bila, da dobimo kader, ki želi delati in da dejansko delavci delajo svoje delo in da dam možnost ljudem, da se izobražujejo, da delajo in predvsem mi je cilj razvijati mlad kader, ker jaz pravim, tisti bojo ta pravi, ki bojo rabili, ki dejansko potrebujejo danes pomoč, ker mi v društvu imamo danes 9 zaposlenih, ena je v taktilni galeriji, 8 jih je na področju društva. Imamo tiflopedagoga, tiflopedagog je oseba, ki dela s slepimi in slabovidnimi. Jaz sem zelo hvaležen, da se je naš Peter vrnil, kljub temu, da je delal pripravništvo k nam, ne, ker z njim razvijamo en del izobraževanja, pravzaprav drugačnosti, kako pristopiti do slepih in slabovidnih in da tudi pomagamo ustanovom, kako dejansko pripravljati programe, kako komunicirati s slepimi in slabovidnimi. Potem imamo računalničarja, ki dela individualno s slepimi in slabovidnimi in tudi drugimi ranljivimi skupinami. To se pravi, pomaga uporabljati računalnik, pametni telefon, tablico. Potem imamo socialno delavko, ki skrbi za zakonodajo in še računovodkinjo, nekaj ljudi v podpornem sistemu, da dejansko nudimo kompleten servis uporabnikom. Skrbimo tudi za prevoz starejših v Novi Gorici
ker mi smo že prej imeli poseben program za slepe in slabovidne, da smo jim nudili možnost, da so lahko uporabljali naša vozila pač s doplačilom, da so lahko prišli od točke A do točke B, in vsa ta znanja, ki sem ga jaz pridobival skozi nevladni sektor, sem ga prenesel in bi rekel, tudi društvo rabi menedžerja, ne. In jaz vseh 25 let se učim, ne. Na koncu, kot smo vedeli, zdaj smo pridobili še dodatna sredstva z Ministrstva za javno upravo, dodatnih 100.000 evrov, da lahko ta naš kader še nadgrajujemo in postajamo servis vsem, ne. Določene storitve našega društva so tudi plačljive. Zakaj? Zato, da lahko servis zagotovimo naprej. Da ljudje bojo lahko dobili tisto, kar potrebujejo v okolju, kjer živijo. To se mi je zdelo že od celega začetka zelo pomembno, kajti vemo, da prevozov je zmeraj manj, ne, in da ljudem je treba pomagati, pravzaprav jih je treba ozavestiti, to, kar sva že prej govorila, da jim damo možnost, in predvsem mladim, imam kar nekaj uspešnih članov mladih, ki dejansko so šli skozi našo šolo in postajajo mednarodno uspešni. Čestitke. Hvala. Zdaj pa ve pa to, večina invalidov pričakuje, da bojo za njih vse storitve brezplačne, vi jih pa dejansko zaračunate. V čem je logika v ozadju tega? Ja, mi moramo vedeti, slepi in slabovidni imajo to pomoč in postrežbo, ampak to sploh ni bistveno, ne. Zaračunane storitve so zato, da dejansko nekaj prispevamo in da dejansko jaz ne samo eno leto, ki mi ministrstvo financira delavca, ampak da jaz zagotovim storitev, bi rekel, nadgrajujem. Jaz sem dejansko prišel z enega zaposlenega na 8 zaposlenih, ki jih financiram z različnih projektov, ampak to so projektna, brez zaračunavanja storitev, se pa te storitve bojo lahko ukinile. Meni je pa cilj, da bi ljudje imeli storitev naprej. To se pravi, mi ne zaračunavamo neke številke, ne, ampak z prispevki uporabnikov na koncu se tudi oni čutijo, da so nekaj dali sebi, ne. Ker jaz mislim, da tisto, kar je zastonj, je bilo včasih, ne, mogoče so tudi invalidske organizacije pač takrat, ko so se postavljala, dobivala sredstva od države, še jih dobivamo, ampak vprašanje bo, kaj pa, če tega ne bomo dobivali, ne. Jaz pač razmišljam malo drugače kot vsi ostali, različnem podjetniško, ne. V čem misliš, da je prednost tega razmišljanja in kaj so težave, ki jih imajo tista društva, ki pa ne tako razmišljajo? Ja, ogromno društev pričakuje, da dejansko je dolžna država in občina. Jaz se s tem strinjam, ne. Samo, če bi jaz čakal na državo in občino, ne bi imel danes svojih prostorov, ne bi imeli taktilne galerije, ne. Vse so financirane, ampak je bilo treba potegniti potezo več. Jaz sem se tudi recimo na koncu zakreditiral za prostor, ne, ampak sem prepričan, da bomo to izpeljali in predvsem po 4 mesecih centra, ki ga imamo zdaj v Novi Gorici, opažamo, da smo prav naredili, kajti uporabniki, predvsem člani društva, vejo, kam priti, je to njihov prostor, pridejo na kavo, pridejo na storitev in bi rekel, imajo en center, kjer lahko dobijo tiste informacije, ki jih potrebujejo. In to se mi zdi zelo pomembno, ne, ker jaz se nikoli, kljub temu v teh 25 letih razvoja, nisem nikoli vezal na nekoga. Zmeraj sem iskal dodatna sredstva, da smo lahko razvijali center v takega nivoja, ko ga imamo danes. Tvoj nasvet je torej vsem društvom, dajte gledati na svoje delovanje kot da ste podjetje, dajte biti racionalni z denarjem in dajte gledati načine, kako lahko del tega financiranja dobite tudi na trgu. Čisto strinjam, ker dejansko trg je tisto, na koncu mi moramo vedeti marsikje, ne, delavci so naše zlato, ne. Jaz še zmeraj pravim, jaz se zahvaljujem, jaz sem hvaležen za ta kader, ki ga imam na društvu. Mlad kader, uspešen kader, ki živi in predvsem mogoče naša vizija je dejansko zmeraj uporabnik.
In mislim, da marsikdo ne razmišlja v to smer. Ne. Jaz se nikoli nisem obremenjeval s plačami, ne, ali pa ne vem kako, ampak kako dejansko ljudem pomagati. In prihajava spet na tisto temo, ne, energija ti pripelje tudi denar. Ne. Ker začetka ni bilo lahko. Ne. Se tudi nikoli ni lahko. Ne. Tu vemo pač, življenje je življenje. Danes je tukaj, danes je gor. Ne. Mislim, si tle na vseh področjih, ne, ampak jaz sem prepričan, da se da. In dejansko mislim, da ljudje so potem hvaležni in ti tudi vračajo in tudi sredstva pridejo, ne? Ker na koncu zmeri več bo tudi to, ne? Da marsikdo recimo razmišlja, družba je dolžna. Ne. Jaz mislim, da se moramo tudi mi družbi zahvaliti. Ti tako se moram jaz tebi zahvaliti za ta podcast, da si nam omogočil, da se lahko predstavimo, ne? Na koncu tvoje izobraževanje, da si mi dal, da lahko drugim dam. In njih tako se moram zahvaliti vsem javnim zavodom in bi rekel, na prvo delo so pa te člani, kateri so mi zaupali in brez njih dejansko naše dejavnosti ne bi bilo. Ne? Mislim, kakšen bi bil svet, če bi redali skozi oči hvaležnosti, tako kot ti gledaš? Kaj si tisti? Super. Mislim, dejansko bi se imeli vsi fajn, ne? Ne, dejansko bi se vsi razvijali, ne? Mislim, ker vsi pričakujemo, da mi že danes marsikdaj, kar pažam, morajo, ne? Ne vem, ta beseda morajo, jaz sem jo tudi imel skozi, ne? Ampak potem, ko sem začel pa, kaj bom pa jaz na tem naredil, je pa ta morajo se obrnil in pa samo pritekalo, ne? Energija je tista, ker če bi vsi tako gledali, recimo, ne vem, na koncu to, kar tudi ti delaš, ne? In jaz recimo zanimivo na terenu dobivam zmeraj več svojih sošolcev na vidnih na delovnih mestih, ki začnemo sodelovati. In zanimivo je, kako se energije in recimo ravno pred kratkim sem bil z eno direktorico, ki je rekla, da dejansko enako dela s kadrom kot jaz. In z enako zadevo, ne, tudi jaz sem se mogel učiti, da mislim, tudi jaz še zmeraj imam težave, še zmeraj, ne morem reči, da sem zlat Igor, ne, dejansko imam še zmeraj izbruhe, ker na koncu ena zadeva, ker mi je zelo zanimiva, je bolj, ko rastem, ne, dejansko kot društvo rastem in kot jaz rastem, bi rekel, tudi večje obremenitve prihajajo na mene, ne, to se pravi, tudi jaz potrebujem več pozitivne energije, pravzaprav moram razmišljati o sebi in dejansko kam bom vložil energijo. Ne? Eno energijo vlaganje v delo, drugo energijo pa v moj prosti čas. In tle imam zdaj sem na tej točki, ki je treba delati na Igorju. Ne? In tle se mi zdi pomembno, da sem pa jaz, ne vem, zlati Igor, ali pa da dejansko nimam izbruhov, to ni res. Ne? In se tudi zavedam, ne? Ampak recimo predvsem, ne vem, ko si imel pred časom recimo enega poslovneža, ki je rekel, prihaja za mano, ne, recimo marsikdaj uporabljaš, ko prideš po nekem težkih odločitvah ali pa ne vem, sestankih in tako naprej. Ja, takrat tvoja tehnika mi pomaga. Ali uporabljaš hipnozo, ali uporabljaš coaching, ali uporabljaš tehnike NLP-ja. Mislim, jaz se kolikokrat sprašujem, tako sem rekel, pa se mi tisto ne bo, ne. Ne, pride. Pride takrat, kadar rabiš. In meni dejansko, recimo, ne vem, kadar rabim, mi pride določena tehnika, ki jo potrebujem, ki sem se jo naučil skozi tvojo šolo. In kad se pogovarjam s sošolci, je to ista zadeva, ne. Zato jaz vsakmu priporočam, ja, ne. Ker recimo jaz, kaj našim ljudem povem, ker nekdo bo mislil, da je meni društvo plačevalo, ne. Ne, jaz sem sam plačeval vse storitve, pa mi ni žal za en denar. In še bom vlagal. Ne? Ampak recimo sem hvaležen tebi, tvoji ekipi, ne? Na koncu tvojim gostom, ker dobivam nezmeri pa zanimivo, da dobim tisto, kar potrebujem v tistem trenutku. To se mi je zdaj že večkrat skozi tvoje delavnice skodilo. Ne? To se pravi, ko sem prišel na delavnico, sem rabil lih tisto, kar sem potreboval naslednji dan, ali pa ne vem, za tisto odločitev, ki sem jo potreboval. Ne? Enkrat si rekel, da ti 95% manifestacij uspe.
kaj je skrivnost? Kaj misliš, da delaš drugače zdaj, ko si nekaj zamisliš in potem uresničiš v primerjavi s preteklostjo, kot ti mogoče ni šlo tako hitro naprej? Navežem se na tvoje besede, ki jih pišeš vsak dan. Zaupaj vase, bodi pozitiven in to je zmagovalna enota. Ker dejansko podsvikaš, ko imaš neko negativo, zavibriraš. Greš dol, ne? To ko sva rekla, manifestiraš pozitivo, negativo. In pozitiva je tista, ki te, ne, je, bi rekel, bom porabil besedo težko. Ne? Je težko, ne? Ampak se moraš sam sabo zmeniti, ne? Mi marsikdaj pričakujemo, da bomo spreminjali okolico, ne bomo. In najbolj zanimivo, marsikdaj mi je, recimo preberem tudi ogromno knjig, teh raznih, tudi po tvojih nasvetih, ne? Mi pričakujemo, da bomo druge preobrazili, ne? Kad boš sebe preobrazil, boš preobrazil okolico. Zato, ker boš sprejel okolico takšna, kot je. Ne? Recimo, zgodi se mi, tudi pridem v neke kroge ful negative, ne? In potem uporabljam sistem coachinga in smo tam, ne? In predvsem tisto mirnost, da dejansko pač spremeš človeka takšnega, kot je, potem se ti dejansko on vrne in pokliče, ne? Ravno zdaj, ko smo imeli to akcijo, recimo v teh upravnih enotah, so že bili maili, da če lahko pomagamo še komu. Bravo. In predvsem, spravim, to je lahko, ne, ampak predvsem moraš res delati na sebi. Na sebi, mislim, ti si tisti, ne, na koncu tudi v partnerstvu, mi hočemo preobrniti partnerja, ne. Mi dva dejansko komunicirava med sabo, sva različna karakterja, imava različne hobije, ampak če se dogovoriš, pravzaprav pustiš živeti en drugemu, se imaš najlepše. Prej si rekel, da imaš rad naravo, da rad greš tja po energijo. To je tudi zame en tak prostor, kjer čutim, da se napolnim, da se povežem z nekim življenjem, z neko višjo energijo, mogoče Bogom, naravo ali pa vesoljem. In me zanima, prvič, ti greš sam v naravo, upaš na podlagi teh 7% vida iti recimo v gost in hoditi po nekih hribih dolinah, in kako ti sploh zaznaš naravo, ker je ne vidiš. Ena stvar, ki je meni všeč, so različne barve listov, dreves in tako. Kaj ti opaziš, začutiš, zaznavaš? No, zdaj si odprl še eno temo. Moji največji projekti so nastali na poti na Sveto Goro. Jaz sem dejansko takrat, ko sem bil v največji krizi, leta 2001, ko sem sprejel društvo, je bilo kar naporno, pravzaprav znanja ni bilo. Na poti, kot sem rekel, grem po tistih poteh, ki jih poznam, v glavnem hodim po cesti. Narava ti pa sama da, ptički ti sami se javijo. Opazuješ, recimo, jaz vzamem aparat, poslikam, zdaj kaj je na sliki, ne vem, in si ugotovil, da je dobro, zdaj ne vem, a sem jaz taj aparat, ne, in to objavljam. Narava mi je ogromno, da dejansko zdaj imam točko Rožnik, v Ljubljani, doma Sveto Goro. Recimo, tle lahko grem na tvojega gosta, gospoda Gržana, ne, ki je rekel, in se z njim 200% strinjam, ne, ki je rekel, kadar imaš težave, pojdi v skupino, kadar si pa dejansko ne rabiš tega, pojdi pa v naravo, s katero se pogovarjaš sam s sabo. In jaz se ogromno pogovarjam sam s sabo. In to sem se tudi naučil, recimo, pri tebi, ne, več kot takrat, se pogovarjam s sabo in v naravi čutim pa vse tisto, ne vem, narava mi da tisto energijo, ki jo potrebujem. Na koncu narava ali pa rastline, kakorkoli, ne. Recimo, mogoče sem včasih sanjal, da to ne bi bilo v redu, sanjal sem, ne vem, o mestih, ne, ampak zdaj me zmeri več vleče ven. V naravo,
recimo na koncu s to tehniko, jaz recimo sploh to, kar se zdaj pogovarjam, se jaz lahko tudi z narave delam, ne. Jaz se vozim skoraj 2-krat na teden Ljubljana, Nova Gorica. Marsikdo reče, ja, na avtobusu, kakšenkrat kaj ne več rečeš, ampak šola mi je avtobus, ne, slušalke in izobraževanje. Neverjeten si. Deva, mogoče za konec, kakšna je pa tvoja vizija? Rekel si prej, da bi rad 10 milijonov ljudem pomagal, torej 10 milijonov slepim, slabovidnim izboljšal življenje. Ne glede na to, kaj. A ni važno, torej ni važno. Ni važno. Tudi, če niso slepi, slabovidni, bi jim rad pomagal. Tako je. In jaz verjamem, da že skozi ta naš podcast si to že naredil, vendar vsem, ki ne bojo spremljali in gledali, kako vidiš sebe in kako vidiš delovanje v prihodnosti? Jaz sem prepričan, da bo ta številka prišla. Moja pot bo enaka. Jaz pravim, sem še zmeraj na začetku. Učimo se skupaj. Več, ko bomo sodelovali, lažje bo in vsi skupaj lahko spremenimo ta svet, pravzaprav naredimo lepše. Kako se lahko nekdo, ki bi rad pomagal tebi, društvu, obrne na vas? Na kakšen način, povej mi? Lahko pokliče na društvo, lahko pokliče mene, vse telefonske številke so na spletni strani, tudi informacije so in se bomo vse dogovorili. Mi sprejmemo vse izzive, ki jih ljudje želijo. Ker meni je tudi ta čar, da ljudje, ne da mi dajemo, ne, pravzaprav tudi to je ena posebnost našega društva, ki me vpraša, pa bi vi predstavili slepoto, slabovidnost. Ja, super. Povejte, kaj želite, ne. Naše vprašanje je, kaj oni želijo, ne pa kaj mi damo, ne. Kontra govorimo, ne. Tudi z javnimi zavodi zmeraj več klicev je, zasebnih zavodov, javnih ustanov. Jaz mislim, da naša prihodnost šele prihaja, pravzaprav, da mi smo šele v razvoju skupaj s tabo in da bomo še ogromno naredili. Kako je spletna stran, da vas najdejo? www.mdss.ng.si MDSS, torej Medobčinsko društvo slepih slabovidnih, Nova Gorica.si. Torej, ja, poiščite na Google oziroma link smo vam dala. Imam pa tudi recimo svojo spletno stran, ne, www.igor.miljavec igormiljavec.com, kjer pa dejansko dobijo vse informacije o slepoti, slabovidnosti in o dostopnosti. Bravo. 2 strani sva dala vsem in tudi jih bomo pustili spodaj v opisih, jih lahko vsak tam dobi, klika. Je kakšna stvar, Igor, ki te nisem vprašal? Pa bi bilo dobro, da te vprašam, ali pa kakšna tema, ki smo jo nisva še načela, pa bi bilo dobro, da bi načela. Ja, sigurno je še kakšna, ne. Pred nami je še veliko izzivov, veliko možnosti, predvsem v sodelovanju, še enkrat govorim, je moč in naj ljudje izgubijo svoje strahove in začnejo pozitivno misliti in med sabo sodelovati, ne. Sigurno so še teme, ki jih nisva načela, ampak mislim, da smo dejansko šla čez celo in se ti res zahvaljujem za to možnost, ki si mi jo dal. Kaj bi bilo eno sporočilo, če bi imel en stavek, ki ga daješ vsem, ki naj jo poslušajo, gledajo, za konec? Ena misel. Jaz mislim, da misel, da skupaj lahko naredimo vse, kar je mogoče. Združimo se in pogovarjamo se. Če se bomo pogovarjali, bomo tudi zmagali. Igor, hvala lepa za ta obisk. Bilo mi je v čast in veselje. Hvala tebi. Hvala, ker nas spremljate. Prosim vas, da se naročite na naše podcaste tako, da kliknete na gumb subscribe oziroma naroči se in s tem boste prvi obveščeni o vseh novih vsebinah, ki jih pripravljamo povsem brezplačno. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. Vabljeni na delavnice, kjer boste z novimi znanji in orodji lahko spremenili svoje življenje. Vabljeni, da komentirate,
všečkate in tudi delite ta podcast, kajti s tem nam pomagate, da se dotaknemo večjega števila ljudi.